Si lahko predstavljaš? Star si 13 let, brezskrbno plavaš na svoji deski za deskanje v oceanu. Sonce prijetno greje tvojo kožo, medtem ko valovi nežno dvigujejo in spuščajo tvojo desko. Slan vetrič ti razmrši lase, medtem ko ležiš na trebuhu, na svoji deski za deskanje. Voda ti ohladi roke, ko veslaš proti valovom. In potem, v trenutku se tvoja najhujša nočna mora uresniči v grozljivem napadu. Pod tabo se iz globine pojavi ogromen 14 čevljev dolg morski pes. Bolečina te prereže kot nož, ko se njegovi zobje zagrizejo vate. Pod tabo se voda obarva rdeče. To je resnična zgodba deskarke Bethany Hamilton. Bethany Hamilton je odraščala v surferskem raju Kauai na Havajih. Kot otrok je uživala na bujnem otoku in preživela nešteto ur v igranju v modrih vodah. Starši, Bethany, Tom in Cherie, sta bila tudi sama deskarja in sta z veseljem že zgodaj uvedla njo in njena brata, Noaha in Timotija, v ta šport. Ko je imela komaj 3 leta, je Bethany že stala na svoji prvi deski za deskanje. Kot naravni talent je z navdušenjem in brez strahu zajahala valove. Za Bethany je deskanje hitro postalo več kot le hobi. To je bila njena največja strast. Uživala je v občutku drsanja po vodi, ko je postajala eno z oceanom. Medtem ko je bila na kopnem sramežljiva in tiha, je bila Bethany na valovih pogumna in graciozna. Vsako jutro se je zbudila ob zori, navdušena, da bo šla na valove. Pri 8 letih je Bethany nastopila na svojem prvem tekmovanju v deskanju in se kot začetnica uvrstila izjemno visoko. Navdušena nad tekmovalnim vznemirjenjem se je njena želja po napredku hitro povečala. Pri 10 letih je prejela svojo prvo sponzorsko pogodbo na poti do tega, da postane vzhajajoča zvezda. S svojimi brati in starši ob sebi je Bethany preživela nešteto ur na treningih, da bi izpopolnila svoje tehnične veščine. Njen surovi talent je bil negovan s predanostjo tej veščini. Deskanje je prevzelo ves svet Bethany in popolnoma se je predala temu. Cherie je kasneje pripomnila, da je njena hči preživela več časa na deski kot na kopnem. Bethany je bila pogosto prva v vodi zjutraj in zadnja, ki je zapustila vodo ob koncu dneva. Z veseljem in odločnostjo je zajahala val za valom. Pri komaj 13 letih je bila Bethany Hamilton že ena najboljših mladih deskark na Havajih. Le redki so se lahko kosali z njeno gibčnostjo in eleganco v cevi vala. Čeprav se je bližala tragedija, so njena zgodnja leta, ki jih je preživela ob razvijanju svojih darov na oceanu, postavila temelje za pogumno vrnitev, ki je sledila. 31. oktobra 2003 je Bethany odveslala na deski skupaj s svojo najboljšo prijateljico Alano in Alanino družino pri plaži Tunnels na Kauaju. 13-letnica je bila dobre volje, ne da bi vedela, da pod njo preži ogromen tigrasti morski pes. Tigrasti morski pes, znan po svoji agresivnosti, kadar je izzvan, običajno zraste več kot 3 metre v dolžino in tehta več kot 450 kg. V gobcu ima izjemno ostre zobe, ki z grozljivo lahkoto prerežejo kosti. Ko je Bethany ležala na svoji deski za deskanje in pustila levo roko viseti v vodi, je morski pes napadel. V trenutku so se njegove čeljusti zagrizle v njeno roko tik pod ramo in jo silovito stresle. Bethany je zakričala od bolečine, ko je morski pes trgal meso in kosti. Kri je obarvala vodo rdeče, ko je divji morski pes potegnil Bethany pod gladino. Uspela se je iztrgati in priplavala na površje, komaj pri zavesti zaradi šoka. 14 čevljev dolg morski pes ji je odgriznil celo levo roko, vse do pazduhe. Alanin oče je hitro ukrepal in iz vrvice za desko izdelal podvezo, da bi ustavil krvavitev. Bethany je izgubila več kot 60% krvi, ko so jo pripeljali nazaj na obalo. Med hitanjem v bolnišnico je izgubljala in ponovno pridobivala zavest. Zdravniki so si nujno prizadevali ustaviti krvavitev iz njene amputirane okončine. Bethany je prestajala operacijo za operacijo, njeni starši pa so molili, da bi ji nekako uspelo preživeti. Obeti so bili videti zelo slabi. Le redki so si lahko predstavljali, da bi si kdo opomogel po tako katastrofalni poškodbi.
Toda Bethany se je oklepala življenja in kazala svojo nepopustljivo odločnost, čeprav je bila še najstnica. Po mesecu dni v bolnišnici in tednih rehabilitacije se je Bethany neverjetno vrnila domov. Čeprav so bile fizične in čustvene brazgotine globoke, je njena volja ostala neomajna. V tednih po izgubi roke se je Bethany težko privajala na svojo novo resničnost. Fantomska bolečina jo je mučila, saj so živci v njeni manjkajoči roki še naprej pošiljali signale. Depresivna in traumatizirana se je Bethany spopadala z nepojmljivim, kako živeti življenje samo z eno roko. Preprosta opravila, kot sta oblačenje in česanje las, so zdaj predstavljala izziv. Tudi pomilovalni pogledi neznancev so jo globoko prizadeli. Pri komaj 13 letih je bila Bethany prisiljena hitro odrasti, medtem ko se je prilagajala svoji invalidnosti. Čeprav je navzven kazala pogum, so ji ponoči solze pogosto lile. Podobe napada morskega psa so jo preganjale v sanjah. Redno se je zbujala vsa prepotena in lovila sapo. Bethany se je v tem težkem obdobju okrevanja močno zanašala na svojo vero. Njeni predani starši so ostali ob njej in ji potrpežljivo pomagali pri vsem, kar je potrebovala. Bethany je črpala moč iz ljubezni in podpore svoje družine. Odločena je bila, da si povrne mobilnost in neodvisnost. Ko so tedni minevali, se ji je vrnila iskrica. Namesto da bi obupovala nad tem, kar je izgubila, se je osredotočila na to, kar še ima, svoje življenje, zdravje in strast do deskanja na valovih. Čeprav jo je ocean skoraj ubil, je Bethany še vedno močno vabil k sebi. Tako se je le 26 dni po napadu Bethany previdno vrnila v valove, z roko ovito v plastiko. Slana voda je pekla njeno rano, ki se je še celila, a je vztrajala. V tistem trenutku, ko je z eno roko zajahala val, je Bethany dokazala, da lahko še vedno sledi svojim sanjam. Pot pred njo je bila dolga, a Bethany je zdaj videla upanje, ne težave. Postopoma je ponovno pridobila svoj ritmični občutek za ravnotežje in neutrudno trenirala, da je prilagodila svojo tehniko deskanja. Ocean je skozi vse to ostal njeno zatočišče. Kljub vsemu je Bethany Hamilton že 2 leti po izgubi roke dosegla vrhunec amaterskega deskanja z osvojitvijo državnega naslova. Njena vztrajnost pri napornem treningu se je obrestovala, saj je premagala najboljše mlade deskarje na državnem prvenstvu Nacionalnega šolskega združenja za deskanje leta 2005. Gledalci so bili navdušeni nad njeno gracioznostjo in zbranostjo, ko je jahala valove z eno roko. Medtem ko so nekateri dvomili, da bo Bethany kdaj lahko znova tekmovala v deskanju, je Bethany dokazala svojo odločnost in talent. Z močjo volje se je naučila vstati na desko in rezati po valovih s pomočjo moči trupa in zadnjega stopala. Njeno deskanje je izgledalo lahkotno, kar je prikrivalo ves trud, ki ga je vložila v prilagoditev svoje tehnike. Bethany je ponovno postala vzhajajoči fenomen na sceni deskanja. Leta 2007 je pritegnila mednarodno pozornost, ko je osvojila prvo mesto v ženski kategoriji Explorer na državnem prvenstvu NSSA. Njena ganljiva zgodba o pogumu po tragediji je Bethany naredila za navdihujočo ikono. Pojavila se je v odmevnih televizijskih oddajah, kot sta Ellen in Oprah, kjer je delila svojo zgodbo o vztrajnosti. Vodilne publikacije kot sta Time in People so predstavile Bethany zaradi njenih dosežkov kot športnice. Leta 2004 je napisala avtobiografijo z naslovom Soul Surfer, ki je še dodatno poudarila njeno vero in ključno podporo družine. Bethany je, leta 2009, uresničila svoje sanje in se pridružila profesionalnim vrstam deskarjev ter tekmovala na svetovni turneji ASP. Po letih izpopolnjevanja svojih veščin je, leta 2016, na tekmovanju Fiji Pro osvojila 3. mesto proti najboljšim deskarjem. S tem, da ni nikoli obupala kljub izgubi roke, je Bethany pokazala moč človeške vztrajnosti. Zaradi svojega neomajnega duha je spet samozavestno in s strastjo jahala valove. Zdaj v svojih 30 letih Bethany Hamilton še naprej navdihuje druge kot profesionalna deskarka, motivacijska govorka in filantropistka. Ne dovoli, da bi jo njena invalidnost ovirala pri polnem uživanju življenja. Čeprav bi se Bethany lahko udobno upokojila zaradi slave in bogatstva, ki ji je prinesla njena zgodba, ostaja predana svojemu športu. Še naprej tekmuje in napreduje med najboljšimi deskarkami na svetu. Leta 2019 je bila zmagovita pot Bethany predstavljena v dokumentarnem filmu Bethany Hamilton – Unstoppable. Sneman več let prikazuje njen karierni napredek,
pa tudi poroko in materinstvo. Kot motivacijska govornica Betani deli svojo zgodbo o vztrajnosti z različnimi občinstvi. Upa, da bo opolnomočila druge, ki se soočajo s težavami ali travmo, da najdejo moč in smisel. Betani uporablja svojo platformo tudi za promocijo ohranjanja oceanov in podporo mladim deskarkam prek partnerstev in neprofitnih organizacij. Leta 2007 je ustanovila dobrodelno organizacijo Friends of Bethany, da bi pomagala preživelim napadov morskih psov. Betani je skozi leta izdala številne knjige, v katerih je podrobno opisala svojo vero, tekmovalno pot in strast do deskanja. Nedavne knjige, kot je Nepremagljiva, so polne življenjskih lekcij in modrosti, ki jih je pridobila. Danes Betani deska vzgaja svoje 3 otroke in vodi izobraževalne programe iz svojega doma na Havajih. Ocean ostaja njeno svetišče, kraj, kjer se počuti najbolj svobodno. Zdaj velja za legendo v surferski skupnosti. Bethanin pogum in duh še naprej navdihujeta naslednjo generacijo športnikov. Čeprav je izgubila roko, ni nikoli izgubila svoje borbenosti. Dokaz, da so omejitve zgolj to, kar verjameš, da so. Misliš, da boš spet deskala? Mislim, da vem.